Zgodovina je polna nepojasnjenih dogodkov, ki se zdijo brez odgovora. Ljudje nenehno izginjajo in jih nikoli več ne vidijo. Nenavadni artefakti so najdeni na mestih, kjer ne sodijo. In stoletja so ljudje opisovali nenavadna opažanja neznanih bitij ter luči na nebu, ki jih nikoli niso pojasnili. Marca 2023 je iskalec kovin Glenn Manning sodeloval na srečanju iskalcev kovin v North Cotswoldu v Južni Angliji, ko je naletel na nekaj nepričakovano posebnega. Njegov detektor kovin je zapiskal, zato je začel kopati in odkril dve nenavadni meča, ki sta ležala le en palec pod površjem. Predmeti so bili prijavljeni v okviru programa Portable Antiquities Scheme, kjer so jih prevzeli za analizo in ohranitev. Hitro so ugotovili, da ti dve najdbi nista le pozabljeni zarjaveli rezili izpred nekaj let. Segali sta v zgodnjo železno dobo in jo je uporabljala rimska konjenica v 2. do 3. stoletju našega štetja, morda med saškimi vdorih. Toda kaj sta počeli tukaj? Prav to vprašanje je ekipo raziskovalcev pripeljalo nazaj na to območje, v iskanju dodatnih informacij, ki bi nanj odgovorile. Čeprav je teorija, da so bile 1800 let stare meče namerno zakopane tam, da ne bi prišle v roke sovražniku, verjetna, so strokovnjaki menili, da je o tem naključnem odkritju morda še kaj več. V začetku leta 2025 je ekipa iz Historic England and Cotswolds Archaeology začela obsežno izkopavanje najdišča, ki leži nedaleč od Willerseya v Gloucestershireu. Januar pa je prinesel padavine, ki so ovirale prizadevanja, vendar so prostovoljci verjeli, da bi se lahko, če delo ne bi bilo opravljeno pravočasno, iz zemlje izgubile dragocene informacije. Zato so s podporo vodilnih strokovnjakov izkopavanja vseeno nadaljevali. Raziskovalci so na najdišču odkrili pomembne najdbe, od katerih mnoge segajo več stoletij v preteklost. Med temi najdbami so bili 3, morda 4 krožni jarki iz železne dobe s premerom 18,5 metra. Našli so tudi pravokotni ograjen prostor z jarkom, ki je bil v notranjosti globok do 5 metrov. Bili so tudi ostanki rimske apnenčaste stavbe, za katero zgodovinarji menijo, da je morda bila krilata vila. Nekoč nedotaknjena zemlja je prav tako razkrila ostanke opek za dimne kanale, keramičnih strešnikov in poslikanega ometa, vse to pa je bilo povezano z železno dobo. Najbolj prepričljiv dokaz so bili človeški ostanki, ki so segali v isto obdobje, kar nakazuje, da meči niso bili tam po naključju. To je bil dom njihovih lastnikov. V bistvu so arheologi tukaj odkrili naselbino iz železne dobe v Gloucestershireu. Odkritje, do katerega ne bi prišlo, če ne bi bilo srečnega odkritja skrivnostnih, brezčasnih mečev, ki so počivali le palec pod površjem zemlje. Leta 1620 so zgradili ladjo z imenom Nuestra Señora de Atocha, ki je postala del flote Indij, znane tudi kot španska zakladna flota. Njena naloga je bila spremljati stotine trgovskih ladij med Španijo in Amerikama, da bi zagotovili, da njihov dragoceni tovor varno prispe na cilj in je zaščiten pred roparji. Da bi zagotovili varnost teh ladij, so Nuestra Señora de Atocha opremili z 20 velikimi bronastimi topovi na krovu, pa je imela 180 mornarjev in vsaj 82 pešakov. Na svojo zadnjo plovbo je odplula 6. septembra 1622. Bila je napolnjena z vsemi vrstami dragocenosti iz Peruja. Kmalu pa se je srečala s floto Indij v Kartageni. Tam so v tovorni prostor naložili še več dragocenosti, vendar je odhod flote v Španijo zamaknilo več dejavnikov, vključno s slabim vremenom. Ko je končno izplulo? 28 ladij so najprej pristale v Havani, nato pa so zjutraj 5. septembra odplule proti Španiji. Njihova pot jih je vodila blizu otočja Florida Keys, vendar je 6. septembra orkan ladje prisilil nazaj v Mehiški zaliv. Nuestra Señora de Atocha je ostala na repu flote, vendar se ni mogla izogniti hitro bližajoči se nevihti, prav tako kot 2 drugi ladji, Santa Margarita in Nuestra Señora del Rosario. Te 3 ladje je odneslo stran od ostalih, vendar je Nuestra Señora de Atocha utrpela največjo škodo. Medtem ko je posadka naredila vse, kar je lahko, da bi ladjo usmerila nazaj na njeno pot, je ladja zadela ob greben in se začela razpadati. Po vseh podatkih je hitro potonila in seboj vzela svoje zaklade. 5 članov posadke, ki so se še vedno držali jambora, so naslednji dan rešili.
Prizadevali so si rešiti tovar, vendar je območje prizadel še en orkan in jambor je bil uničen, s čimer je izginila edina oznaka lokacije ladje. Šele 350 let kasneje, leta 1971, je den zaklada našel potapljač po imenu Mel Fisher, ki je več let iskal Nuestra Señora de Atocha. Upošteval je raziskave zgodovinarja po imenu Eugene Lyon, ki je natančneje napovedal lokacijo ladje. Zaklad je bil raztresen na območju s polmerom 11 mil. Uspelo mu je najti nekaj kosov, vendar razbitine ni našel. Leta 1973 so našli 3 oštevilčene srebrne ingote in potrdili, da so prišli z ladje Nuestra Señora de Atocha. 2 leti kasneje je 5 ladijskih topov odkril Fisherjev sin, ki je skupaj z ženo žal izgubil življenje v nesreči s čolnom teden dni kasneje. Leta 1985 je Fisherjev mlajši sin našel glavno najdišče razbitine in uspel rešiti 47 ton srebra ter nekaj kovancev za 8 realov. Čeprav je bil del zaklada končno najden, ocenjujejo, da na dnu oceana še vedno leži za $450 milijonov neodkritega zaklada, ki čaka, da ga odkrijejo. Vsi poskusi, da bi našli te kose, pa so bili zaman. Le čas bo pokazal, ali bo kdaj najden, a za zdaj dragoceni tovar ostaja zakopan nekje na dnu oceana. Leta 2024 so se arheologi odpravili v Quintana Roo v Mehiki, da bi si ogledali majevsko arheološko najdišče z imenom Koba. Najdišče je skrito globoko v džungli polotoka Yucatan, 2 uri važnije od Cancuna. Arheologi, ki jih je vse bolj zanimala skrivnost majevske civilizacije, so se prebijali skozi labirint ruševin, ko so naleteli na nekaj, kar med prejšnjimi izkopavanji ni bilo odkrito. Pod stopniščem blizu piramid Nohak Mule so bili skriti hieroglifi, ki od odkritja Kobe niso bili dokumentirani niti razvozlani. Na apnenčasti temeljni skali velikosti 14x11 čevljev je bil neznani zapis načečkan, vendar sta erozija in usedline soli onemogočili njegovo branje. Odkar so odkrili napis, raziskovalci delajo na tem, da bi ga dobro ohranili, v upanju, da bodo nekega dne razkrili skrivnostne skrivnosti, ki jih skrivajo neznane besede. Poleg obnove 123 plošč na apnenčastem bloku so znanstveniki analizirali še 23 napisov, ki so jih kasneje našli vklesane v samostoječe kamnite stebe. Eno leto so skrivnostne majevske rezbarije ostale v središču pozornosti učenjakov in strokovnjakov, ki so želeli razkriti zgodbe, ki jih skrivajo. Ob koncu leta 2025 so se rešitve začele kazati. V vsakem od teh napisov so raziskovalci našli ponavljajoče se ime, ki so mu sledili ključni odlomki in datumi. To ime arheologom in zgodovinarjem do zdaj ni bilo znano. Iš Ča'akča'in. S podrobno analizo ključnih odlomkov sta epigrafista David Stewart in Octavio Esparza Olguin odkrila še nikoli slišano zgodbo o dežju, moči in redki ženski vladarici v majevskem svetu. Izkazalo se je, da je obstajal razlog, zakaj se je ime Iš Ča'akča'in tolikokrat pojavljalo v Kobi. Bila je kraljica, in to zelo mogočna kraljica, ki je nadzorovala različne dogodke v 6. stoletju, vključno z izgradnjo Balovega dvora 8. decembra 573. Ime Ča'ina je omenjeno v napisih, ki se nanašajo na očitno visok politično-vojaški položaj v Kuvic Nalu, kar pomeni palača gore Jelena in se nanaša na območje Nohak Mule. Različice imena Ča'in, kot je Iš Ča'akča'in Jopat, potrjujejo njen položaj vladarice, prav tako tudi njena povezanost z bogom Ka'avijo. Nadaljnje raziskave kažejo, da ima kraljica ključen odnos z zaščitniškimi božanstvi, kar prav tako potrjuje njeno moč in vpliv, ter nakazuje, da je njena vladavina neposredno povezana z miti o stvarjenju v majevski zgodovini. Napisi so razkrili tudi možnost zavezništva in diplomatske vezi zunaj Kobe, na primer z vladarjem dinastije Kanul. Razvozlovanje teh starodavnih napisov se je izkazalo za ključno pri razkrivanju skrivnosti majevske civilizacije in je od takrat spodbudilo zgodovinarje, da ponovno ovrednotijo svoje razumevanje vloge žensk v elitni majevski družbi skozi to novo arheološko odkritje. Ko je najdena povezava med 2 pogrešanima osebama, policija običajno lahko dobro napreduje v teh primerih. Vendar pa en primer, ki se je zgodil v Kaliforniji leta 1993, ostaja nerešen vse od takrat. Takrat sta 2 moška, 27-letni Paul Armstrong in 33-letni Stephen Lombard, delala za isto podjetje z imenom RTS Towing.
Nista bila prijatelja, se nikoli nista srečala, a kljub temu sta postala glavna akterja skrivnosti, ki še vedno ni razrešena. RTS Towing je bil lastni moškega po imenu Randall Wright, ki je leta kasneje se znašel v središču intenzivne policijske preiskave. Ko sta bila z ženo Karen leta 2009 na dopustu v njuni počitniški hiši v Mehiki, je ona nenadoma izginila, brez sledu. Ko so Wrighta zasliševali, je prišlo na dan, da sta bila s Karen sredi burne ločitve. Preiskovalci pa so odkrili, da je Wright med enim izmed številnih prepirov grozil, da ji bo vzel življenje in izjavil, da je nihče nikoli ne bo našel. Kljub mesecem preiskovanja in številnim iskanjem je niso nikoli našli in še danes ostaja pogrešana. Zato veliko ljudi meni, da je bil pleten v njeno izginotje in izginotje dveh svojih zaposlenih. Tako Paul kot Steven sta bila zaposlena kot voznika vlečnih vozil pri podjetju RTS Towing in oba sta izginila istega dne, 17. decembra 1993. Paula je nazadnje videla njegova punca ob 7:45 tistega jutra, preden bi moral začeti svojo izmeno. 1 uro kasneje, ko ga nihče ni mogel priklicati, je Paulov brat šel do njegove hiše, da bi preveril, kaj se dogaja, in našel prazno hišo. Paulova denarnica pa je bila še vedno notri. To se je zdelo zelo nenavadno, saj bi jo vzel s seboj na delo. In njegov brat je omenil, da je imel Paul omejeno gibljivost, saj je utrpel poškodbo, zaradi katere je moral uporabljati bergle. Le 2 uri kasneje so tudi Stevena prijavili kot pogrešanega. Nazadnje so ga videli na sedežu podjetja, saj je tja odpotoval po plačo. Med iskalno akcijo so njegov tovornjak našli zapuščen na parkirišču trgovine Kmart. Ko so preiskovalci pregledali kraj dogodka, so ugotovili, da je bil tovornjak odklenjen, ključi pa so bili v kontaktu, kar Steven običajno nikoli ne bi storil. Okna so bila spuščena, njegova skodelica kave pa je še vedno stala na armaturni plošči tovornjaka. Njegovi družini se je to zdelo nenavadno, zato so začeli preiskavo. Policija je odkrila, da sta oba pogrešana moška vložila zahtevke proti RTS Towingu. Paul je poročal, da sumi, da so nekateri zaposleni v podjetju vpleteni v kazniva dejanja, in zahvaljujoč vloženim dokumentom je kasneje prišlo na dan, da sta imela Steven in Wright tistega dne prej prepije. Takrat je bilo razkrito, da se je Wright nenadoma odločil za 4 ure prekiniti poslovanje na neki točki tistega dne, nihče pa ni vedel, kje je bil v tem času. Sumili so, da sta bila tako Paul kot Steven žrtvi umora, vendar so primeri zaradi pomanjkanja dokazov zastali. Ko pa je Karen leta 2009 nenadoma izginila, so primere ponovno odprli. Ugotovili so, da je Wright med preiskavo Kareninega izginotja vložil lažno prijavo v ukradenem vozilu in da je to storil dan potem, ko je bil prijavljen kot pogrešan. Obsojen je bil na 6 mesecev zapora zaradi poneverbe in nezakonitega odvzema vozila. Vendar v primerih izginotja Paula, Štefana ali Karen nikoli niso bili imenovani nobeni osumljenci in nikoli jih niso našli. Ključna znamenitost v zahodni Javi je bil majhen neopazen hrib zavit v meglo. To je bil Gunung Padang, hrib, ki so ga domačini obiskovali desetletja, sveti kraj. V zadnjih letih pa je mirno vzdušje zamenjala nepopustljiva razprava na področju arheologije. Potem, ko je bil Gunung Padang razglašen za najstarejšo piramido na svetu, starejšo od piramide v Gizi, zgrajeno pred 28.000 leti, z rokami zgodnje civilizacije. Na čelu teh trditev je bil dr. Danny Hillman Nadavijaja, geolog iz Indonezijske nacionalne agencije za raziskave in inovacije. Danny pa nikoli ni nameraval izzivati naših obstoječih predstav o zgodovini. Pravzaprav ni imel skoraj nič skupnega z arheologijo. Raziskoval je tektoniko in potrese. Vendar pa je leta 2011 nenadoma začel izvajati raziskave na Gunung Padangu z uporabo sodobnih orodij. Njegova serija testov je vključevala seizmično tomografijo, upornost in jedrne vzorce, kar je pripeljalo do zaključka, da je bilo v ustvarjanju domnevno najstarejše piramide na svetu vključenih več gradbenih faz. Leta 2023 so bile njegove študije objavljene v reviji Archaeological Prospection Journal, vendar so jih leta 2024 umaknili, potem ko so uredniki trdili, da je datirana zemlja lahko organski material pridobila naravno in namignili, da morda sploh nima povezave s človeško dejavnostjo. Dannyjev odgovor je bil, da po njegovih opažanjih geofizikalnih podatkov in geometrije piramide ni mogoče preprosto zavreči kot naravni proces. To ni bila edina znanstvena ocena, ki je bil Gunung Padang podvržen.
Druge izkopavanja bi odkrila predmete, ki ne bi smeli obstajati. V plaste hriba so našli majhne kovinske predmete, za katere so trdili, da so kovanci, ki so bili tisoče let starejši od najstarejših znanih kovancev. Nekaj kovancev je imelo simbole starodavne trgovine ali pa so se nanašali na kraje čaščenja. Drugi predmeti so nakazovali na oddaljene stike, kot sta neolokalni obsidian in keramični drobci, ter najbolj zanimiva najdba od vseh, cementu podobna snov, ki je v najglobljih plasteh domnevne piramide držala stebre skupaj. Analiza datiranja je pokazala, da je bil cementni material star 25.000 let, kar je 20.000 let starejše od rimskega betona. Ločevanje dejstev od fikcije je bilo v tem primeru izjemno težko, saj so bile podane na videz nemogoče trditve, brez kakršnihkoli dokazov, ki bi jih podprli. Primer je bil še bolj buren zaradi dejstva, da je bila večina slik povezanih z napisom najstarejša piramida na svetu, ustvarjena z umetno inteligenco. Kljub zapleteni naravi te skrivnosti so strokovnjaki na koncu pojasnili situacijo in jo leta 2025 zaključili. Lufti Jandri, ki jo leta 1997 izkopava na Gunung Padangu, je razkril, da je to območje v resnici kompleks kamnitih teras in ne ogromna starodavna piramida, kot se je govorilo. Jandri in njegova ekipa so uporabili sodobne tehnike radiokarbonskega datiranja in na koncu razkrili, da so bile zgrajene med letoma 117 in 45 prozno Štuta. Nadaljnji pregledi so razkrili, da je starodavna skupina ljudi zgradila te terase na vrhu naravnih kamnitih stebrov, ki so nastali zaradi naravnih geoloških procesov. Čeprav so nekateri deli najdišča umetno ustvarjeni, to ni v takšnem obsegu, kot so trdili članki. Začetna trditev iz leta 2023 je pritegnila veliko medijske pozornosti. Ljudje po vsem svetu so bili v evforiji zaradi tega odkritja, ki je v bistvu porušilo njihovo celotno razumevanje zgodovine. Toda trditve so bile neutemeljene in so se izkazale za očitna pretiravanja ter napačne interpretacije, ki so zahtevale temeljito preiskavo. Preiskave, ki so ovrgle celotno zgodbo. Večina med nami ni nagnjena k verovanju v določene paranormalne pojave, kot so preganjanja duhov, vendar so nekateri primeri, ki se zdijo brez razlage, zmedli celo najbolj zagrizene skeptike. Eden takšnih primerov se je zgodil v Massachusettsu leta 1959 in do danes ni bila najdena nobena verjetna razlaga. Takrat je 80-letna ženska, znana le kot gospa Papinow, živela v hiši na ulici Butler v mestu Springfield v Massachusettsu, kjer je skrbela za svojega 13-letnega vnuka Wayna. Njuna preizkušnja se je začela 6. januarja tistega leta, ko so brez opozoriva nenadoma eksplodirala nekatera okna hiše. Policiji sta pojasnila, da je eksplozijam predhajalo čudno butanje, ki je prihajalo od nekod iz hiše, vendar nista mogla ugotoviti, kaj ga je povzročilo. Sprva so mislili, da gre za osamljen primer, vendar je v naslednjem tednu kar 39 oken nenadoma počilo brez razlage. Ob neki priložnosti je bila gospa Papinow skoraj poškodovana, ko je pred njo eksplodiralo okno, vendar je uspelo iz incidenta oditi nepoškodovani. Preiskovalci so temeljito preiskali hišo, vendar niso uspeli najti vzroka za nenavadne dogodke. In ker ni bilo storjenega nobenega kaznivega dejanja, niso mogli storiti ničesar več. Ko je steklar prispel, da bi zamenjal razbita okna, je bil presenečen, ko je ugotovil, da je skoraj vse steklo ležalo znotraj hiše. To je pomenilo, da je sila, ki je razbila okna, prišla od zunaj. Poleg tega je ugotovil, da so bila okna izpostavljena močni sili, ki je pritiskala navznoter iz središča stekov. Poškodovana okna je zamenjal z veliko debelejšim steklom, vendar so ga že čez nekaj dni ponovno poklicali, saj se je tudi to razbilo. Ker policija ni mogla pomagati, se je za preiskavo odločil paranormalni preiskovalec John C. Parker. Ugotovil je, da je v bližini nekaterih oken pred njihovim razbitjem prišlo do močnega padca temperature in se odločil, da so za to krivi poltergeisti. Na neki točki je policija domnevala, da je kriv Wayne, saj se je v hiši igral s kemijskim setom, vendar so to teorijo hitro ovrgli, ko so ugotovili, da njegovi poskusi niso mogli povzročiti tako obsežne škode. Zadnji incident je bil prijavljen 13. januarja tistega leta, po katerem se je hiša očitno vrnila v normalno stanje, čeprav so nekateri namigovali, da so se nenavadne aktivnosti nadaljevale in da se je gospa Papinow preprosto odločila, da ne bo več prijavljala dogodkov.
Skozi leta je bilo predlaganih nekaj teorij. Med drugim, da je bil za vse skupaj kriv tovornjak, ki je peljal mimo, ali pa da so se okna razbila zaradi niza manjših potresov. Vendar nobena od teh teorij ni bila nikoli dokazana in pravi vzrok skrivnosti na ulici Butler Street ostaja neznan. Bilo je 15. septembra 1886, ko je 44 metrov dolga škuna F.J. King plula čez jezero Michigan s tovorom železove rude v svojih skladiščih. Zgrajena je bila leta 1867 prav za ta namen. Sredi poti je plovilo zajela nepričakovana nevihta, ki ga je močno poškodovala in povzročila puščanje. Posadka je obupano začela črpati vodo, vendar se je trimasternica polnila prehitro, zato je kapitan William Griffin ukazal posadki naj zapusti ladjo. Skupaj so se povzpeli v pomožni čoln in deslali proti obali. Potem, ko so tam preživeli noč, jih je naslednji dan rešila še ena jadrnica, Lampetit. V zgodnjih jutranjih urah na reševalni ladji so opazovali, kako se je premec F.J. Kinga potopil pod valove in ga je pogoltnilo jezero Michigan, da ga nikoli več ne bi videli. Ali vsaj tako smo mislili. Zadnjih nekaj desetletij je zgodba o pogrešani ladji navduševala ljubitelje razbitij. Mnogi so poskušali in neuspešno iskali potopljeno plovilo. Odpravljali so se na jezero Michigan, potapljali v globine, vlekli s sabo sonarno opremo, a so se vračali praznih rok. Škuna se je izkazala za tako izmuzljivo, da si je prislužila sloves ladje duhov. Čeprav je skozi leta ostala predmet velikega zanimanja, postala osnova za kratke zgodbe in pomorske skrivnosti, je uganka F.J. Kinga postopoma zbledela iz javnosti. 139 let kasneje, leta 2025, se je skrivnost dolgo izgubljene ladje znova pojavila v ospredju. Ko se je Brendan Baylor, predsednik društva za podvodno arheologijo Wisconsina, začel zanimati za iskanje pogrešanih ladij, ki jih je čas pozabil. Skupaj z dolgoletnim raziskovalnim partnerjem Bobom Jakom je v iskanje pogrešane razbitine vključil 20 prostovoljnih raziskovalcev in lokalnih zgodovinarjev, ter navdušenje delil z vsemi. Kar so sprva mislili, da bo le majhna zabavna odprava, za katero so mnogi verjeli, da bo zaman, se je izkazalo za prav to naključno odpravo, ki je razrešilo dolgoletno skrivnost. Le 2 uri po začetku odprave se je na somerju pojavila nenavadna oblika. Šokirani nad odkritjem je ekipa izmerila potopljeni artefakt, ki se je ujemal z natančnimi merami pogrešane škunerke, vendar so morali še vedno potrditi, ali gre res za F.J. Kinga. Naslednji korak je bil, da so uporabili daljinsko vodeno podvodno vozilo, da bi posneli slike in videoposnetke tistega, za kar so verjeli, da je mesto razbitine. Podvodno vozilo so spustili v vodo in odplula je. Ekipa je kasneje pregledala posnetke, izpostavila prepoznavne oznake in v nekaj trenutkih so prepoznali razbitino. Prvič po več kot stoletju je bila škuner F.J. King ponovno videna s človeškimi očmi. Ladja, poimenovana Fausto, ki jo nekateri viri omenjajo kot El Fausto, je predmet trajne skrivnosti, ki raziskovalcem že desetletja povzroča preglavice, saj nikoli niso našli nobenih verodostojnih odgovorov. Skrivnost se je začela 20. julija 1968, ko je posadka Fausta stopila na krov plovila. Med njimi so bili Miguel Acosta Hernandez ter 2 brata, Ramon in Eliberto Hernandez. Vsi so bili v sorodu. Načrtovali so plovbo med El Hierrom in La Palmo, ki sta del Kanarskih otokov. Toda preden so tistega dne lahko odpluli iz Las Puntasa na El Hierro, jih je ogovoril 70-letni moški po imenu Julio Garcia Pino. Pino je delal na El Hierro, vendar je vprašal, ali se jim lahko pridruži na poti v Las Palmas, saj je želel obiskati svojo hčerko, ki je zbolela. Povedal je, da jim je več kot pripravljen plačati za pomoč, vendar so moški njegovo plačilo zavrnili in mu dovolili, da se jim brezplačno pridruži. Naslednji dan, 21. julija, so odpluli ob 2:30 zjutraj in moški so se pripravili na 61-milsko potovanje. Načrtovali so, da bodo pluli po poti kot vedno, tako da bodo ves čas imeli v vidnem polju 2 svetilnika in pričakovalo se je, da bodo prispeli okoli 10 ure zjutraj. Ko pa niso prispeli, je lastnik ladje, Rafael Acosta, začel sumiti, da je plovilo doživelo neko mehansko okvaro. Zato je ukazal moškim na drugem čolnu, naj odplujajo iskat Fausta. Ti možje so se vrnili in poročali, da niso našli nobene sledi ladje. Acosta je vedel, da je šlo nekaj narobe, zato je poslal nujno sporočilo in obvestil ladje na tem območju, naj bodo pozorne na njegovo pogrešano plovilo in moške, ki so bili na krovu.
Organizirana je bila obsežna iskalna akcija, v katero so bila vključena letala in ladje. In 25. julija je britanska ladja, ki je potovala iz Južne Amerike na Nizozemsko, naletela na Fausto in njeno posadko. Zaneslo jih je približno 175 milj od La Palme, vendar so se namesto, da bi izkoristili priložnost in se pustili odvreči nazaj na obalo v Tazakorte, odločili ostati tam, kjer so bili. Posadke z britanske ladje so jim priskrbele hrano in gorivo, preden so ponovno odpluli. Vendar pa je ta različica dogodkov sporna, saj bi ti možje obupano želeli nazaj k svojim družinam in namiguje se, da si je posadka britanske ladje izmislila zgodbo ali pa se je zgodilo nekaj povsem drugega, česar niso želeli razkriti. Kakorkoli že, Fausto je bil napolnjen z gorivom in pričakovalo se je, da se bo tisti dan vrnil v pristanišče. A tudi tokrat jim ni uspelo in ponovno je bila sprožena iskalna akcija. Toda tokrat ladje ni bilo nikjer na vidiku. Iskanje so opustili, vendar je 9. oktobra istega leta posadka na italijanski ladji poročala, da so naleteli na Fausto blizu rakovega povratnika, približno 600 milj od njenega predvidenega cilja. Našli so le Giulia Pina, očeta, ki je nameraval obiskati svojo hčer, vendar je bil mrtev in je še vedno držal tranzistorski radio, za katerega ni dvoma, da ga je poskušal uporabiti za klic na pomoč. Italijanska posadka se je odločila, da bo ladjo odvlekla na varno in začeli so pluti proti Venezueli. Toda po noči je vlečna vrv počila in Fausto je hitro potonil na dno oceana. Predlaganih je bilo veliko teorij za razlago teh dogodkov, vendar nobena ni bila dokazana. Nekateri verjamejo, da je Fausto doživel mehansko okvaro, nato pa ga je zaneslo v odprtolorje. Drugi menijo, da se je na krovu dogajalo nekaj nezakonitega ali da so morali pobegniti, potem ko so bili priča zločinu na drugi ladji. Še en zagoneten vidik tega primera je bilo sporočilo, na hitro zapisano v Giulijevem zvezku. Bilo je naslovljeno na njegovo ženo in se je glasilo, citiram, "Nikoli nikomur ne povej, kaj se mi je zgodilo. Veš, da je Bog želel to usodo zame. Ljubim te." Več drugih strani iz njegovega zvezka je bilo predanih španskim oblastem, vendar vsebina teh strani nikoli ni bila razkrita javnosti. Zato ostaja skrivnost, kaj se je zgodilo na krovu Fausta, še vedno nerazrešena uganka. Tik severno od Salomonovih otokov leži skrivnostna planota Antang Java, ki je nekoliko večja od Aljaske in je ogromna potopljena podmorska planota. Nastala je zaradi največjega vulkanskega izbruha v zgodovini našega planeta, dogodka, ki je verjetno ustvaril samo planoto. Antang Java je nastala pred približno 120 milijoni let in je v enem samem hitrem vulkanskem dogodku prekrila do 1% zemljine površine, pri čemer je nastalo 5 milijonov kubičnih kilometrov lave, kar danes ne ustreza tradicionalnim modelom plaščnih perez. Odkar je človeštvo začelo iskati odgovore v davni preteklosti, so se raziskovalci spraševali, kaj je povzročilo to izbruhanje. Vprašanje, ki je dolgo ostalo neodgovorjeno. Planota ni ponujala tipičnih sledi podmorskih gora, ki so običajno prisotne in se uporabljajo za povezovanje vročih točk z njihovimi vulkanskimi izbruhi. Manjkajoča sled Antanga Jave je vzbudila nekaj začudenja glede tega, kako je nastala in odkot je prišla staljena kamnina. Znanstveniki že dolgo sumijo, da podvodne vulkanske vroče točke, kjer se vroča, kemično posebna kamnina dviga iz globin planeta, povzročajo nastanek velikih vulkanskih oblik, kot so otoške verige in planote, kot je Antang Java. Ko se tektonske plošče premikajo nad plaščnimi curki, staljena kamnina ustvarja sled vulkanov, ki so postajali vse starejši, čim dlje so bili od svojega prvotnega izvora. Prav ta sled manjka na planoti. Trenutni modeli gibanja tektonskih plošč temeljijo na znanih vulkanskih sledeh, kot sta veriga podmorskih gora Louisville in havajsko-cesarska veriga, ki obe jasno kažeta starostno zaporedje in jasen prikaz, kako so se stvari spreminjale skozi več milijonov let. Toda modeli delujejo le na podlagi zadnjih 80 milijonov let. Vse, kar je bilo pred tem, bi bili dokazi zakopani, ali pa bi jih sploh ne bilo. V začetku leta 2025 so se raziskovalci z Univerze v Marylandu in Univerze na Havajih združili, da bi sestavili manjkajoče dele, in vse se je začelo s popolnim ponovnim kartiranjem starodavnega pacifiškega morskega dna. Prej so raziskovalci že poskušali povezati Antang Javo z vročo točko Louisville, vendar so na koncu naleteli na oviro. Razdalja od planote do znane vroče točke je bila prevelika. Obsegala je 1200 km, kar bi imelo smisel le, če bi se vroča točka sama močno premaknila.
Podatki o paleovišini pa so nakazovali, da je bil curek Louisville večinoma stabilen zadnjih 70 milijonov let. Ta zagata je vodjo ekipe Vala Finlaysona pripeljala do drugačnega pristopa. Namesto da bi preučevali novejše sledi, so se znanstveniki vrnili k veliko starejšim in manj znanim vulkanskim sledem iz vročih točk v bližini Samoe in regije Rarutu-Arago. Ta območja so nosila sledi zgodovino, dolgo 100 milijonov let in ponujala edinstvene geokemične podpise. To bi ekipi omogočilo, da jih sledi skozi izjemno gosto in kaotično podvodno pokrajino Pacifika, ter tako omogoči doslej neviden vpogled v obdobje krede. Z uporabo te tehnike za ozorčenje potopljenih podmorskih gora v bližini otoka Wake, ki skriva najstarejše vulkanske skrivnosti Pacifika, in s kombiniranjem teh odkritij s podatki iz dolgožive sledi samoanske vroče točke, so znanstveniki lahko rekonstruirali bolj popoln model. Ta model je razkril, kako se je pacifiška plošča vrtela pred 80 do 100 milijoni let. Rekonstrukcija modela bi zapolnila vrzeli in na koncu odstranila eno napačno domnevo, da je moral Louisvillov steber prepotovati dolgo razdaljo, da bi pojasnil nastanek Antonjava. Kot se je izkazalo, se steber v resnici sploh ni veliko premikal. Señora in njena ekipa so odkrili, da se je premaknila sama plošča. Ekipa je prav tako odkrila, da je bila serija podvodnih gora blizu Samoe starejša, kot so sprva mislili, kar je bila napaka, ki je prispevala k stoletja dolgi skrivnosti. Raziskovalci iz Marylanda in Havaju bi povezali vse ugotovitve s popolnim ponovnim kartiranjem, kemijsko analizo in potrditvijo starosti, da bi to odkrili. Za nastanek NT jave je bil odgovoren vroči točki Louisville, tok segretega materiala, ki se dviga iz globin. Pred 120 milijoni let je bila vroča točka precej bolj intenzivna kot danes. To je povzročilo ogromen, nenaden izbruh lave, ki je deloval kot močan gorilnik in oblikoval planoto. Preden se je hitro umirila, zavrtela in zadržala precej daleč stran, pri čemer je za seboj pustila bolj običajno verigo vulkanov, za katero nihče ne bi pomislil, da je povezana z Antonjavo. Stoletja so ljudje iz različnih delov sveta poročali, da so videli nenavadne predmete, ki so padali z neba brez razumljive razlage. Na primer, leta 1876 so prebivalci Kentuckija poročali, da so z neba začeli padati kosi mesa, za katere so verjeli, da so resnično meso. Čeprav dokončnega odgovora niso našli, večina ljudi verjame, da je bil vzrok jata jastrebo, ki je letela nad območjem in je ravno v nepravem trenutku izbljuvala svoj zadnji obrok. Za ljudi na tleh bi se zdelo, kot da z neba dežujejo kosi mesa. Ob dolgih priložnostih so ljudje ostali v šoku, ko so nenadoma z neba začele padati žabe, kače, denar, oreščki, seno, žogice za golf, črvi, sladkarije in celo pajki v različnih krajih in ob različnih priložnostih. Nekateri od teh primerov so bili pojasnjeni kot nenavadne plohe, povezane z vodnimi trombami, tornadi, atmosferskimi dejavniki in industrijskimi nesrečami. Vendar se je en tak primer zgodil v mestu Southampton v Angliji leta 1979, ki ostaja nerazrešen. 12. februarja tistega leta je prebivalec Southamptona po imenu Roland Moody opazil nenavaden šumeč zvok, ki se je zdel, kot da prihaja mimo njegovega zimskega vrta. Ni našel nobene razlage za to, vendar temu ni posvečal prevelike pozornosti in je nadaljeval s svojim dnevom. Toda skoraj natanko 1 uro kasneje je ponovno zaslišal isti zvok in tokrat ga je pritegnilo. Odšel je ven, da bi pogledal proti svoj zimski vrt in tisto, kar je videl, ga je povsem zmedlo. Streha stavbe je bila prekrita z gorčičnimi in krešnimi semeni, semena pa so bila premazana z nenavadno želejasto snovjo, ki je ni mogel prepoznati. Kasneje se je spomnil, da se mu je snov prijela na prste, ko jo je dotaknil. Na njegovo presenečenje so semena tisti dan še nekaj ur deževala, kmalu pa je bila njegova hiša polna vonja po gorčici in kreši. Odločil se je, da bo semena pobral, napolnil je približno 8 vedrov, nato pa jih je posadil na svojem vrtu. Seme je vzklilo in na koncu je rastline požel, a skrivnost, odkot so semena prišla, je ostala nerazrešena. Pogovoril se je s svojo sosedo, ki je povedala, da se je isto zgodilo pri njej doma prejšnje leto. Skoraj 12 mesecev se je trudila znebiti nastalih poganjkov in nikoli ni našla razlage. Naslednji dan se je skrivnost še poglobila, ko so Rolandova hiša in hiši njegovih 2 sosedov doživele še en nenavaden naliv. Tokrat je vseboval koruzo, grah, navadni fežev in bob.
Nenavadno je bilo, da je dež semen padel le na te 3 hiše. Celo pločniki pred njihovimi dvorišči so ostali čisti. Po drugem nalivu so se odločili obvestiti policijo, vendar jim ni uspelo najti izvora dežja seme. Do danes dogodek ni bil nikoli pojasnjen, tako kot tudi drugi podobni primeri, ki so se zgodili v različnih državah po svetu, pri čemer so številne padle predmete uporabili celo za pripravo jedi, kot so kruh ali enolončnice. Pred 70 leti je velika prostranost vesolja ponudila še eno skrivnost zgodnjim astronomom. Takoj, ko so lahko, so ljudje začeli poskušati odkriti skrivnosti življenja zunaj našega planeta. Vprašanja, kaj so tiste bleščeče bele stvari na nebu in zakaj Luna izgleda tako, so bila vprašanja, ki jih preprosto ni bilo mogoče prezreti. V iskanju odgovorov pa so znanstveniki namesto tega našli skrivnosti onkraj meja našega ozračja. Ena takšna uganka je postala znana kot skrivnost kolena v spektru kozmičnih žarkov. Astrofizikalna uganka, ki je raziskovalcem in znanstvenikom povzročala preglavice 70 leti. Uganka se je nanašala na nenaden, nepojasnjen in oster padec števila visokoenergijskih kozmičnih žarkov, ki zadenejo Zemljo, za katere so menili, da so okoli 3 do 4 petaelektronske volte, kar je 300-krat večja energija, kot jo proizvedejo delci v velikem hadronskem trkalniku v CERNu. Imetne strukture se nanaša na ukrivljenost v spektru, ki ustvarja obliko, podobno kolenu, kjer število visokoenergijskih delcev skrivnostno upade, kar nakazuje na nenadno mejo pospeševanja. Ko znanstveniki narišejo graf, ki prikazuje, koliko delcev prispe in pri katerih energijskih ravneh, so črte gladke, vendar se na določeni ravni, natančneje pri 3 petaelektronskih voltih, graf ukrivi in se obrne navzdol. Zadnjih nekaj desetletij si znanstveniki zastavljajo isto vprašanje. Kaj povzroča strukturo kolena kozmičnih žarkov? Leta 2025 so raziskovalci z vsega sveta znova začeli iskati odgovor in tokrat so ga našli. Z uporabo podatkov iz kitajskega Velikega hadronskega observatorija za zračne plazove na veliki nadmorski višini so astrofiziki in astronomi odkrili, kaj bi lahko bil odgovor na desetletja staro skrivnost. Zaznali so ultravizoenergijske gamma žarke, ki jih oddaja 5 mikrokvazarjev, sistemov, ki jih poganja črna luknja za zvezdno maso, 3 do 15-krat večje od mase Sonca. Ti kompaktni sistemi vlečejo snov iz spremljevalnih zvezd in izstreljujejo curke skoraj svetlobno hitrostjo. Z analizo opazovanj so astrofiziki ugotovili, da so kozmični žarki, odgovorni za gamma žarke, dosegli energije nad 10 petaelektronov, kar presega prag kolenskega območja. Znanstveniki so sprva menili, da znani viri kozmičnih žarkov, kot so ostanki supernov, ne morejo doseči takšnih ravni, ne z opazovanji, ne teoretično. Za natančnejše raziskovanje kolena bi morali raziskovalci izmeriti energijske spektre različnih kozmičnih žarkov, kot so protoni, jedra in helij. Atmosfera pa njihove podpise zameša, zaradi česar je skoraj nemogoče določiti, kateri je kateri. Toda večparametrska merilna naprava LHASO je ekipi omogočila zbiranje potrebnih vzorcev, kar jim je na koncu omogočilo, da so izrisali energijski spekter protonov in razkrili izrazito visokenergijsko komponento. To odkritje nakazuje, da v naši galaksiji obstaja več vrst kozmičnih pospeševalnikov, od katerih je vsak sposoben pospeševati delce do visokih energij z različnimi omejitvami. Znanstveniki trdijo, da koleno označuje največjo energijo, ki jo dosežejo kozmični viri, odgovorni za zdaj prepoznano komponento. Prelomne raziskave leta 2025 so končale to 70-letno skrivnost in potrdile, da so močni curki iz črnih lukenj in mikrokvazarjev komponente odgovorne za koleno, saj delujejo kot glavni motorji te strukture. Ni pogosto, da je nekdo aretiran, policija pa je še leta kasneje zmedena glede njegove identitete, čeprav je še vedno v priporu. Čeprav se sliši neverjetno, se je prav to zgodilo v primeru, ki se je odvijal v Torontu v Kanadi leta 2023. Vse se je začelo, ko je kanadska policija izvedela za prevaro s črnim denarjem, katere namen je bil oropati nedolžne ljudi njihovega težko prisluženega denarja. Ta vrsta prevare vključuje velike količine denarja, ki jih tihotapci pretihotapijo mimo mejnih organov s pomočjo sredstev za prikrivanje, kot so olja, praški ali barvila. Ko denar prispe na cilj, ga je treba očistiti in takrat prevara začne delovati.
Potencialne naivne žrtve hitro prepoznajo in jim pokažejo fotografije umazanega denarja. Nato pa jim ponudijo velike količine umazanega denarja v zameno za predplačilo, ki ga nato uporabijo za nakup kemikalij, potrebnih za odstranitev sredstva za prikrivanje. Ne da bi vedeli, je denar, ki so jim ga pokazali, običajno ponarejen. Kmalu pa jih prevaranti prosijo za dodatno plačilo, ko trdijo, da potrebujejo še več čistilnih kemikalij. Ko prevaranti ukradejo toliko denarja, kot ga lahko, izginejo in jih nikoli več ne slišijo. Žrtev pa ostane z resno finančno izgubo, ki si je pogosto ne more povrniti. Leta 2013 je ena takšna žrtev izgubila skoraj $500,000 zaradi prevare s črnim denarjem. Enota za finančne zločine policije v Torontu pa je začela preiskavo. Žrtve so navedle, da so med postopkom, ki se je začel leta 2012, govorile z vsaj 5 različnimi moškimi. Iskal je kupca za eno od svojih nepremičnin. Moški pa so trdili, da imajo gotovino pripravljeno, vendar so dodali, da jim bo poslana iz Južne Afrike in da jo je treba očistiti s posebnimi kemikalijami. Prevara je uspela po načrtu in v nekaj mesecih je žrtev plačala približno $450,000 za nakup potrebnih kemikalij. Ko je ugotovil, da je bil prevaran, je poklical policijo in kmalu so aretirali moškega po imenu Herman Emanuel Fonke. Ugotovili so, da je leta 2012 iz Kube pripotoval v Kanado in da je imel francoski potni list. V državi bi moral ostati le 10 dni, vendar je zaradi svojih zlobnih načrtov nikoli ni zapustil. Ob aretaciji je trdil, da je francoski državljan, ki dela v Angliji, vendar je zavrnil sojenja v katerikoli drugi državi, razen v Kanadi. Sprva je verjel, da ga bodo deportirali, vendar je ostal v priporu, ko je policija ugotovila, da je bila njegova celotna zgodba izmišljena. Nihče ni vedel, kako mu je bilo v resnici ime, zato so ga poslali v strogo varovani zapor v Ontariju, medtem ko so preiskovalci poskušali ugotoviti, kdo je. Oblastem ni želel razkriti nobenih informacij o svoji preteklosti in dlje kot je bil v zaporu, manj je bil pripravljen sodelovati. Francoske oblasti so potrdile, da je bilo ime na njegovem potnem listu lažno in sumili so, da v resnici prihaja iz Kameruna. Tam so preiskovalci našli nekoga, ki je prepoznal storilca in sumili so, da je njegovo pravo ime Juan Emmanuel Fabiel, ki je bil večkrat aretiran zaradi različnih kaznivih dejanj. Njegovi prstni odtisi so se ujemali z več britanskimi, haitijskimi in kubanskimi potnimi listi, zato zdaj verjamejo, da res prihaja iz Kameruna. To bi pojasnilo, zakaj bi ta neznani moški raje ostal v kanadskem zaporu, saj bi se v domovini soočil z veliko hujšimi pogoji, če bi ga deportirali, da tam odsluži svojo zaporno kazen. Kanadska vlada noče razpravljati o tem primeru z mediji in verjame se, da še vedno poskušajo identificirati tega moškega. Ker pa ni na voljo nobenih dodatnih informacij, to ostaje zgolj špekulacija. Prava identiteta Hermana Emanuela Fankena pa ostaja skrivnost. V močvirju Hertspring na danskem otoku Az v južni Danski so bili potopljeni skeletni ostanki čolna. Tam je bil odkrit v 80. letih 19. stoletja, izkopali pa so ga šele v 20. letih 20. stoletja. Zaradi kraja najdbe je bila skrivnostna ladja pomenovana čoln Hertspring. To ime pa je bilo zapisano tudi na informacijski kartici v Narodnem muzeju Danske. Poleg tega bi nosila naziv najstarejšega znanega ohranjenega plovila, zgrajenega iz desk, ki so ga kdajkoli odkrili v severni Evropi. Menilo se je, da je čoln potonil pred več kot 2000 leti in da so ga uporabljali bojevniki, ki so nameravali napasti otok. Nato je namigoval zalog orožja. Po krovu so bili raztreseni meči, sulice, ščiti in oklepi, kar je nakazovalo, da je bil vojaški napad, če je bil to res napad, neuspešen. Zgodovinarji verjamejo, da je neznana skupina napadalcev poskušala izvesti napad na ALS v predrimski železni dobi, vendar so jih domačini premagali. Ladjo so nato namerno potopili v barje, kar je znan ritual tega območja kot izraz zahvale. Kljub desetletjem raziskav po izkopavanju, arheologi in zgodovinarji niso uspeli ugotoviti izvora Hertspringove ladje ali identitete ljudi na krovu. Ker ni ponudiva nobenih dodatnih namigov, ki bi raziskovalcem pomagali pri identifikaciji, je ladja ostala skrivnosten artefakt pozabljenega časa in s časoma je znova utonila v pozabo. V letu 2025 pa se je znova prebudilo zanimanje za to skrivnostno plovilo, kar je spodbudilo znanstvenike, da so ponovno pregledali arhivirane materiale. Artefakti, ki so jih po izkopavanju shranili v skladišče, nikoli niso bili pregledani z uporabo sodobnih tehnik.
Ko so te artefakte preučili s temi sodobnimi metodami, je bila večdesetletna skrivnost skoraj takoj razrešena. Konec decembra lani je bila v reviji Plus One objavljena študija, ki je razkrila obnovljena prizadevanja in končni odgovor. Raziskovalci so večino svoje pozornosti usmerili na določene fragmente, ki bi lahko dali informacije o tem, kako in kdaj je bila plovilo sestavljena. Eden od fragmentov je vključeval tesnilno maso, ki so jo uporabili za tesnjenje ploviva. Posebno zanimanje so namenili tudi vrvem, ki so bile povezane z gradnjo čolna. Po radiokarbonskem datiranju so vrvi datirale plovilo v 4. ali 3. stoletje pri Jannaštu Štuta. Tesnilna masa je bilo podvrženo kemijski analizi, ki je dala še bolj presenetljive rezultate. V skladu s tem, kar je bilo takrat na voljo v severni Nemčiji in na Danskem, so raziskovalci instinktivno mislili, da bi bila snov narejena iz lokalnih materialov, kot sta laneno olje ali živalska maščoba, vendar je analiza pokazala, da je bila mešanica sestavljena iz borove smole in maščobe. Čeprav se to na prvi pogled ne zdi nič posebnega, so zgodovinarji opozorili, da borovi gozdovi v teh območjih v 4. in 3. stoletju niso bili pogosti. Glede na redkost teh materialov, jih starodavne družbe ne bi uporabljale za izdelavo številnih ladij ali drugih plovil. Uporabljali bi lahko dostopne vire, med njimi pa ni bilo bora. Borovi gozdovi pa so bili izjemno pogosti vzdolž obale Baltskega morja, bolj proti vzhodu, kar nakazuje, da izvor Hordspringove ladje leži nekje v baltski regiji in da je prepotovala dolgo pot, da je prispela do ALS. To odkritje je pripeljalo do še enega zaključka. Sprva so raziskovalci verjeli, da je bil dogodek, ki jo je potopil, neuspešen napad. Toda potovanje nakazuje, da je bilo v ta napad vloženega veliko več načrtovanja. Natančno kartiranje, pomorska spretnost in organizacija. Ko so se analiza in preiskava nadaljevali, so odkrili še več skrivnosti, vključno zelo redko najdbo, ki je za to obdobje izjemno redka. Najdba je bila delni človeški prstni odtis, vtisnjen in ohranjen v katranu, verjetno posledica nenamernega dotika med gradnjo ali popravilom čolna. Prstni odtis je ponudil neposredno fizično sled do starodavnih bojevnikov. Nadaljnja analiza orožja, najdenega na čolnu, je razkrila tudi nekaj veličastnega. Orožja, od katerih je bilo veliko v brezhibnem stanju in izdelanih iz vrhunskih materialov ter z izjemnimi spretnostmi, so nakazovala, da so bili na ladji prisotni višje rangirani posamezniki. Bojevniki so bili, kot kaže, hierarhična vojaška enota. Vsaj 10 moških na krovu je bilo častnikov in poglavarjev. Ostali so služili kot vojaki s sulicami, ščiti in kopji. Čoln Short Spring je bil prefinjeno izdelano plovilo iz baltske regije, ki je prevažalo prve mornarje stoletja pred tem, ko so vikingi zapluli po morjih. Nedavne študije zdaj nakazujejo. Stare egipčanske grobnice so stalni vir skrivnosti, saj arheologi pogosto ne vedo, komu so pripadale. In v mnogih primerih so predmeti, ki jih najdejo v njih, prav tako nepojasnjeni. To zagotovo velja za grobnico 55, ki so jo odkrili v dolini Kraljev 6. januarja 1907. Odkrila jo je ekipa arheologov pod vodstvom Theodora Davisa in sprva se je zdela nepomembna v primerjavi z nekaterimi grobnicami, ki so jih našli na tem območju. Ko so na videz precej preprosto grobnico prvič odprli, je skupina v notranjosti našla eno samo krsto med raztresenimi poškodovanimi artefakti. V dolini Kraljev bi pričakovali, da bodo našli grobnico nekoga pomembnega, vendar je kmalu postalo jasno, da je nekdo želel izbrisati spomin na tistega, ki je bil tukaj pokopan. Poškodbe na artefaktu so nastale že davno, zato strokovnjaki menijo, da je imel nekdo težave z osebo pokopano v notranjosti. Zdi se, da je bila grobnica pripravljena za žensko, vendar so obraz sarkofaga odstranili in mu dodali brado. Nažalost je bil Davis tako zelo v naglici, da izkoplje grobnico, da je povzročil še več škode. Ko je končal, so od mumija ostale le še kosti, zato njihove identitete ni bilo mogoče določiti. Poleg tega je poškodoval številne nenavadne artefakte, ki so jih našli v notranjosti, in mnogih teh predmetov ni popisal. V sodobnem času so ugotovili, da mumija izvira iz obdobja Amarne, kar je precej pomembno. V tem času je faraon Ehnaton zamenjal egipčanski politeizem s čaščenjem sončnega boga Atona, kar večini ljudi takrat ni bilo po godu. Njegov sin, Tutankamon, je na koncu to verovanje obrnil nazaj, po čemer je bilo celotno obdobje Atona izbrisano iz egipčanskih zgodovinskih knjig.
Nažalost so bile napise, ki so nekoč nosile ime pokopanega, poškodovane, in ti napisi niso več berljivi. Zdaj verjamejo, da so stoletja po njihovi smrti delavci po naključju našli grobnico in ko so opazili simbole iz razvpitega obdobja Atona, so se odločili poškodovati grobnico, da mumija nikoli ne bi bila prepoznana. Kljub temu, raziskovalci še vedno vlagajo vse napore, da bi identificirali ostanke in so postavili nekaj teorij. Nekateri verjamejo, da je bila grobnica pripravljena za kraljico Tajo, saj so njeno ime našli med nekaterimi artefakti v grobnici. Kljub dodani bradi na sarkofagu je Davis ugotovil, da je bila mumija v resnici ženska. Toda leta 1898 so našli še eno grobnico, v kateri naj bi bila kraljica pokopana. DNK, odvzeta iz las najdenih v drugi grobnici, je potrdila, da kraljica Taja ni bila pokopana v prvi, zato so se raziskovalci morali vrniti na začetek. Druga teorija je, da so ostanki pripadali Kaji, drugi ženi Ehnatona. Ta teorija je nakazovala, da sta bili v grobnici najdeni dve kanopski posodi z upodobitvijo ženske glave. Raziskovalci pa so verjeli, da prikazujeta njeno prepoznavno pričesko. Vendar so sodobni raziskovalci ugotovili, da so ostanki dejansko moškega spola, zato mumija ne more biti Kaja. Nadalje je bilo predlagano, da bi lahko pripadali celo Ehnatonu samemu ali smenkarju, Ehnatonovemu nasledniku, o katerem je znanega zelo malo. Identiteta mumije za zdaj ostaja neznana, vendar upamo, da bomo z nadaljnjimi raziskavami nekoč izvedeli, kdo v resnici je. V Rig Vedi, ki je sveta zbirka vedskih sanskritskih himen in sega vse do 2. tisočletja prebišnešče Tudec, je opisana zanimiva značilnost, ki je bila nekoč prevladujoča sila v Indiji. To je bila reka Sarasvati, vodna pot, ki je v Rig Vedi opisana kot izjemno velika in je tekla od gora do oceanov. Ker nobena znana reka v Indiji ni ustrezala tako neverjetnemu opisu, je bila Sarasvati preprosto zavrnjena kot zgolj legenda, pesniška domislica, plod domišljije. Toda v luči nedavnih odkritij, artefaktov, krajev in ljudi, za katere so nekoč mislili, da so zgolj izmišljeni, so znanstveniki, geologi, zgodovinarji in arheologi menili, da si Rig Veda zasluži ponoven pregled. Po vedskih svetih besedilih je bila Sarasvati tako neverjetno mogočna in nepredstavljivo veličastna, da je navdihnila nastanek Rig Vede prav na njenih bregovih. Reka je bila tako veličastna, da so jo povzdignili na raven boginje. Njeno ime pa izhaja iz božanstva znanja, glasbe, umetnosti, modrosti in narave. Boginja je del trojice, Sarasvati, Lakšmi in Parvati. V svetih napisih ime pomeni imeti veliko tonmunov. Da bi ugotovili, ali je bila Sarasvati resničen kraj, so se zgodovinarji obrnili na besedila sama in razčlenjevali vsak vidik v iskanju namigov. Rig Veda je ponudila le nekaj namigov glede lokacije legendarne reke, za katero je bilo rečeno, da teče med vodnimi tokovi Jamone in Sutleča ter pritoki Dršadvati in Apaje. Besedilo jasno navaja, da je tekla od gora do morja. Po besedah enega raziskovalca, doktorja Majanka Vahije, obstaja le ena reka, ki leži med Jamuno in Sutlečem, in njeno ime je Gagar. Posebno vodno pot, ki je pojasnil, teče v Pakistan in postane reka Hakra. Gagar je od takrat presahnila in danes je prazna. Zemeljske raziskave in satelitske slike so edini dokaz, ki nakazuje, da je bila nekoč mogočna reka. Leta 2010 je Mitchell Denino izdal knjigo z naslovom Izgubljena reka, po sledeh Sarasvati. Pri tem se je skliceval na dokaze iz topografskih raziskav, geoloških študij in analize izotopov. Da je Gagar Hakra legendarna izgubljena reka, ki je nekoč vzdrževala harapsko civilizacijo in je tekla skozi veliko dolino Inda med letoma 3500 in 1900 predina nešteftira. Teorija pa bi ostala le teorija še naslednjih nekaj let, vse do leta 2024 in 2025, ko so nove študije prinesle odgovore na stoletja stara vprašanja. Napredne geološke študije, topografske ocene, analiza izotopov in satelitski podatki so bili med redkimi metodami uporabljenimi za odkrivanje mreže paleokanalov v delih Haryane in Rajasthana. Po obsežnih raziskavah leta 2024 je bilo potrjeno, da je bila reka Gagar Hakra sezonski potok, ki sta ga napajali pritoki Sutlej in Jamuna.
Toda to se je zdelo napačno, saj če bi bila to Sarasvati, ta ogromna reka, zakaj bi potem presahnila? Poleg tega, niti Sutlej, niti Jamuna niste bili povezani z njo, kot to nakazujejo hvalnice. Prav ta zadnji dejavnik bo razrešil skrivnost v začetku leta 2025. Ko so priznani geologi, kot je K.S. Valdija, ostali zmedeni zaradi te navidez napačne potrditve, so se oprli na drugo teorijo, ki je vključevala več kot le analizo tal in izotope. Vključevala je tektonsko dejavnost. Lani so s preučevanjem takšnih dejavnosti ugotovili, da sta bila oba pritoka nekoč povezana z reko Gagar-Hakra. Toda premiki tektonskih plošč so usodno spremenili njun tok, zaradi česar je reka okoli leta 1901 nudeštitvot presahnila. Sarasvati vendarle ni izginila. Na nek način je bila okamnela in obstala v času, izginila je le iz pisnih zapisov, a je še naprej obstajala pod nogami Indije v pozabljenih kanalih, ki še danes nevidno tečejo. Svet je poln ljudi, za katere so ugotovili, da imajo izjemne sposobnosti. Nekateri so sposobni prenašati nepojasnljivo močno bolečino. Drugi so videti neobčutljivi na elektriko, spet drugi pa lahko zvijajo svoja telesa v navidez nemogoče položaje. To je le nekaj primerov nenavadnih talentov, ki jih imajo nekateri posamezniki, in običajno jih je mogoče na tak ali drugačen način razložiti. Vendar pa obstaja ena ženska po imenu Jacqueline Priestman, katere sposobnosti so raziskovalce zmedle že desetletja. Leta 1980 sta Jacqueline in njen mož Ron živela v Stockportu, Manchester, Anglija. Prav tukaj je prvič postala pozorna na dejstvo, da ima nenavadno sposobnost, ki se je zdela brez kakršnekoli logične razlage. Jacqueline je bila znana po svojem slabem temperamentu in na omenjeni dan sta se z Ronom zapletla v hud prepir. Odločil se je zapustiti hišo, da bi se pomiril, in ko se je odpeljal s svojim skuterjem, je Jacqueline zakričala, da upa, da bo imel nesrečo. Te besede je kasneje obžalovala, saj je bil John res udeležen v nesreči, po kateri si ni nikoli opomogel, in je nekaj tednov kasneje umrl. Zdaj je bila popolnoma sama v njuni hiši in se je težko prilagajala. V tednih, ki so sledili, so se po hiši začeli dogajati nenavadne stvari. Prva stvar se je zgodila, ko je žarnica v njeni kopalnici nepojasnjeno eksplodirala in ji poškodovala roko. Mislila je, da je bila žarnica verjetno pokvarjena, vendar so se nenavadni dogodki nadaljevali. Ko je motor njenega sesalnika nenadoma pregorel, je poklicala serviserja, da ga popravi, vendar je bil ta zmeden, saj ni našel nobenih težav s strojem. Pogosto, ko je vstopila v svojo sobo, so njene žarnice spet eksplodirale in lahko bi jo oprostili, če bi mislila, da je nekaj narobe z napeljavo v njeni hiši. A nato je začela opažati, da se isto dogaja tudi, ko je bila z doma. Ko se je dotaknila svetinke v trgovini z živili, je ta nenadoma prenehala delovati in kmalu so jo prosili, naj se v te trgovine ne vrača. Ko je žarnica eksplodirala, ravno v trenutku, ko je šla mimo omare z nekaterimi Ronovimi stvarmi, je bila nekaj časa prepričana, da jo preganja njegov duh, a kmalu je ugotovila, da mora obstajati druga razlaga. Kasneje se je poročila z električarjem po imenu Paul, vendar so se nenavadni dogodki nadaljevali. Njen radio bi brez razlage menjal postaje. Njena televizija bi preklapljala kanale, čeprav je bil daljinec na klubski mizici, in skoraj vsak aparat, ki se ga je dotaknila, je prenehal delovati. Ko je prišla na dan novica o njeni nenavadnih sposobnosti, so jo obtožili, da zavaja medije, da bi pritegnila pozornost. Ko jo je novinar obtožil tega, je postala besna in sesalnik, ki ga je držala, je zagorel. Začela je trpeti zaradi bolečih glavobolov in občasno je brez razlage izgubljala zavest. Odločila se je, da se posvetuje s profesorjem Ryan Goffom, ki je skupaj s Paulom odkril, da je Jacquelinino telo sposobno shranjevati ogromne količine statične elektrike, ki se je sprostila vsakič, ko se je dotaknila električnih naprav. Pavel je uspel izdelati majhno napravo, ki jo je nosila ves čas seboj in ji je pomagala razpršiti statiko v njenem telesu, zato so se nenavadni dogodki začeli pojavljati redkeje. Jacquelina pa ni edina oseba s to sposobnostjo. To je znano kot sindrom visoke napetosti. Prvi znani primer pa sega v leto 1837. Čeprav pojav ostaja nejasen, trenutno potekajo raziskave, da bi izvedeli več o njem in upamo, da bodo prizadeti posamezniki kmalu našli olajšanje. Od poznega 16. stoletja so bili Nizozemci in Španci vpleteni v vojno, ki se je vedno znova razplamtela in umirila.
V obdobju 60 let so sodelovali v bitkah in spopadih, občasno pa so razglasili začasno premirje. Sprva se je vojna začela z bojem Nizozemcev za neodvisnost v severni Evropi. Do leta 1628 so se napetosti razširile tudi na Atlantski ocean, območje, ki ga je špansko cesarstvo izkoristilo. Za financiranje samega sebe je cesarstvo v Južni Ameriki izkopavalo najrazličnejša bogastva in nato uporabilo čezatlantsko trgovsko pot, da je svoj plen pripeljalo domov. Pri tem pa se je izogibalo kaperskim ladjam in piratom. Ladje, znane kot španske zakladne flote, so prevažale ogromne količine bogastva, vključno z zlatom in srebrom, pa tudi začimbami in luksuznim blagom. Ladje so morale pluti skupaj, oboročene ladje, znane kot galeoni, pa so patruljirale na obrobju. Zaradi poti, po kateri so plule flote, so jih le redko prestregli, vendar pa je prav tistega leta 1628, sreča pošla. S sistematičnim zbiranjem obveščevalnih podatkov, poznavanjem ladijskih poti in prisilnimi izpovedmi ujetega kabinskega dečka je Piet Hein, direktor nizozemske zahodnoindijske družbe, izvedel za obstoj zakladnih flot in njihov namen. Hein je poslal floto 30 svojih ladij v Karibe, da bi prestregli in zajeli eno od zakladnih flot. Španci in prebivalci Karibov pa so izvedeli za njegove namene in se odločili, da bodo svoje ladje zadržali v pristaniščih Kartagene in Veracruza, dokler nevarnost ne mine. Ta obrambna strategija se je razblinila, ko je Hein umaknil del svoje flote, za katero so Španci mislili, da je vsa njegova sila. Ker so verjeli, da v vodah ni sovražnih ladij, je španska zakladna flota izplula, kar je pripeljalo do ene največjih nizozemskih zmag v zgodovini. Med predmeti, ki sta jih Hein in njegova vojska zasegla, je bilo 177.000 nizozemskih trojskih funtov, srebra, zlata, biserov, svile in začimb. Samo srebro je bilo vredno 11,5 milijona guldenov, kar je zadostovalo za vzdrževanje nizozemske vojske več kot eno leto. Iz srebra sta bila izdelana nizozemski vrč in umivalnik. Po napisu, vklesanem v kovino vrča, ta predmet izvira iz zakladne flote, ki jo je Piet Hein zajel 16. septembra 1628. Vrč, označen z žigo mehiškega srebrarja Francisca Enriqueza, je bil datiran med letoma 1606 in 1628 v obdobju španske zakladne flote. Vrč in umivalnik sta bila osebna pripomočka za nego, ki sta se uporabljala pred izumom sodobne notranje vodovodne napeljave. Služil je tudi kot simbol razkošja. Srebrni nizozemski vrč in umivalnik sta v tem primeru služila kot simbol razkošja, izdelana v celoti iz staljenega srebra, kot trofeja, ki je počastila nizozemsko zmago. Toda sredi leta 2025 bo ta dolgo verovana legenda prišla pod drobnogled, ko se ni vse zdelo tako, kot je bilo videti. Vodja oddelka za konserviranje kovin in znanost na Državnem muzeju v Amsterdamu je izvajala svojo rutinsko analizo materialov, ko je odkriva nekaj posebej nenavadnega glede trofeje. Medtem ko je vrč sam nakazoval, da je bil izdelan leta 1628, je imel umivalnik bolj zapleteno zgodbo, ki je raziskovalko pustila v dvomih. V napisu je bila najdena letnica 1684, več desetletij po osvojitvi, kar je ogrozilo zgodbo o njegovem izvoru in o njegovem dolgoletnem statusu simbola zmage. Ker je verjela, da je tukaj prisotno nekaj nenavadnega in neznanega, se je odločila za nadaljnji pregled predmeta in upala, da bo lahko ločila dejstva od izmišljoti. Benekomova in njena ekipa so uporabili analizo razmerja sfinčevih izotopov, natančno metodo, ki določa izvor kovin z merjenjem sledov izotopov sfinca, in ugotovili, da čeprav se vrč zdi to, kar pravijo, da je, umivalnik ni. Analiza je pokazala, da umivalnik ni bil izdelan iz čistega mehiškega srebra kot njegov par, temveč je bil kombinacija mešanega srebra, deloma evropskega in deloma ameriškega. Izotopski profil je materiale povezal z Nizozemsko, nekje v poznem 17. stoletju, več desetletij po osvojitvi španske zakladne flote. Umivalnik je bil izdelan iz ponovno staljenega srebra, ki je bilo že nekaj časa v obtoku. Bil je obrtniški in ne cesarski. Umivalnik se prvič pojavi v zgodovinskih zapisih leta 1808 v pisnem delu, ki nakazuje, da je bil predmet praznovanja. Ponovno se pojavi leta 1879, ko je neka revija brez verodostojnega vira trdila, da je bil umivalnik prav tako izdelan iz srebra iz zakladne flote, tako kot njegov dvojnik. Verjetno prav od tu izvira ta mit. Torej, zakaj? Vprašanje je ostalo.
V 19. stoletju, ko so evropske države skušale okrepiti svojo identiteto, so predmeti kot so ti postali močno orodje, ki je služilo pripovedi. Legenda o srebrnem vrču in umivalni skledi Pieta Hajna, pridobljenih z osvojitvijo španske flote, je te predmete naredila za domoljubni simbol. Povezava med narodno slavo in materialnim bogastvom je imela močno vlogo pri razvoju kulture. Leta 2025 je bilo razkrito, da je vrč sicer relikvija pomorske zmage, umivalna skleda pa ni in služi bolj kot poklon, kot pa kot trofeja. Družina 48-letne Janine Freddy Gonzalez je vse bolj zaskrbljena za njeno dobrobit, saj so nazadnje slišali zanjo marca 2025 in našli so zelo malo odgovorov o tem, kje bi lahko bila. Janina prihaja iz Elizabetha v New Jerseyju in po besedah njenega sina Edwarda je z njo nazadnje govoril v začetku marca tistega leta. Dodaja, da je njeno izginotje izjemno nenavadno. Samo je povedala, da je zelo navdušena, ker bo prvič po 3 letih obiskala Brazilijo. Nato pa je nenadoma izginila brez pojasnila. Znano je, da je delala kot osebna trenerka tako v Elizabethu kot v Newarku. Prvotno prihaja iz Brazilije, vendar se je med pandemijo COVID-19 odločila preseliti v ZDA. Nato je začela delati kot natakarica v Casa Nova Grill in drugje kot eksotična plesalka. Po 3 letih, ko je živela na tem območju, je postala ameriška državljanka, nato pa se je kmalu po začetku nove službe osebne trenerke poročila z Brendanom Trevisanom. Skupaj z Brendanom sta se naselila v stanovanjskem kompleksu Sing La Vista, kjer so jo nazadnje videli 10. marca, potem ko je prejšnji dan zaključila vadbo z eno od svojih strank. Kar je Eduarda presenetilo, je dejstvo, da so jo videli, kako je vstopila v stanovanjski kompleks, vendar se zdi, da ga nikoli ni zapustila. Kljub preiskavi stavbe je nikoli niso našli, zato je tožilstvo okrožja Union prevzelo preiskavo njene izginotja. Ugibalo se je, da bi lahko bil Brendan oseba, ki jih zanima, vendar oblasti tega niso želele komentirati, saj preiskava še vedno v teku in so bili zadržani pri razkrivanju kakršnihkoli informacij o napredku v njenem primeru do zdaj. Ko Eduardo več dni ni mogel stopiti v stik s svojo mamo, kar ga je zelo zaskrbelo, je odletel v ZDA, da bi jo poiskal. 10 dni je storil vse, kar je lahko, da bi jo našel, vendar je bil prisiljen odleteti nazaj v Brazilijo z vsemi njenimi stvarmi, ko niti on, niti policija nista našla nobene sledi o njej. Kasneje se je izkazalo, da je nameravala končati razmerje z Brendanom, saj je izvedela, da je že poročen z žensko, ki živi v Lyndhurstu, s katero ima hčerko. Brendan je izjavil, da se je Janina preprosto odselila iz stanovanja in da od takrat ni slišal zanjo. Ena od Janinih prijateljic je izjavila, da je z njo komunicirala prek sporočil 10. marca, nato pa je nenadoma prenehala odgovarjati. Poskušala je stopiti v stik z Brendanom, vendar je bil njegov telefon izklopljen in odgovoril je šele nekaj dni kasneje, rekoč, da nima pojma, kje bi lahko bila. Ko je policija prišla v stanovanje, potem ko je ista prijateljica prijavila izginotje, je Brendan zavrnil odgovarjanje na vprašanja brez prisotnosti svojega odvetnika. Njegov telefon in tovornjak so od takrat zasegli, da bi jih pregledali za morebitne sledi, vendar ostaja neznano, ali so našli kaj uporabnega. Organizacija Union County Crime Stoppers ponuja nagrado v višini $10,000 vsakomur, ki policiji posreduje informacije, ki bi pripeljale do najdbe Janine. Če imate takšne informacije in jih želite posredovati, vas prosijo, da kontaktirate tožilstvo okrožja Union, detektiva Scotta Shertoffa na F-8 358 9162. Prav tako lahko anonimno posredujete namig organizaciji Union County Crime Stoppers na številko 908 654 8477. Homer je bil starogrški pesnik iz 18. stoletja prstona štetet, mojster svojega poklica. Prav Homerjevi epi so bili strani sodobnih zgodovinarjev obravnavani kot legendarni. Čeprav teh zgodb niso obravnavali izključno kot mit v smislu fikcije, so namigovali, da takšne zgodbe vsebujejo zrno resnice. Kar pomeni, da je bilo veliko naved morda pretirano dramatiziranih ali neresničnih, še posebej, kadar dokazi za te trditve niso bili očitni. Tudi v času Homerjevega življenja ter v zgodnjem rimskem in helenističnem obdobju so ljudje, ki so brali o Odiseju, grškem junaku, spoštovali njega kot resničnega, medtem ko ga sodobni zgodovinarji obravnavajo kot mitološko bitje. Prek lokalnih pripovedi, ki izvirajo z Atoche iz začetka 19. stoletja, bi izvedeli za odkritje domnevnega najdišča, ki bi se kasneje izkazalo za več, kot se je sprva zdelo.
Prebivalci Atoche so od 8 stoletja naprej izkazovali spoštovanje junaku omenjenemu v Odiseji, v nekakšnem svetišču na severu. V pripovedih so palača Odiseja imenovali Homerijeva šola, kar je romantična predstava, kakor so domnevno najdišče razumeli prebivalci in romarji 19. stoletja. Od 19. stoletja naprej je območje doživelo velike spremembe in ni bilo deležno ustreznih sodobnih arheoloških izkopavanj. Vladala je polemika glede njenega obstoja ali namena. Legende pa so namigovale, da je šlo za prostor, namenjen učenju, ki je bil neposredno povezan s Homerijem. Šola Homerija pa je bila več, kot se je pozneje pokazalo. Strokovnjaki za starodavno književnost in zgodovino že dolgo razpravljajo o obstoju šole Homerija. Verjeli so, da gre za romantizirano razlago stavbe, ki je stala legendarni Atochi, kot je omenjeno v pesnitvi. K razpravi je prispevalo tudi že vprašljivo samo Homerjevo obstoj, saj njegova identiteta ni bila izrecno potrjena, bo gre za to, kdo, kdaj, kje in pod kakšnimi pogoji sta bili napisani Iliada in Odiseja. Vprašanja zastavljena v tej skrivnosti. Ali obstaja Homerjeva šola in če obstaja, kakšen je bil njen namen? Leta 2025 bodo arheologi in zgodovinarji prijeli neizpodbitne dokaze, ki bodo omogočili končno razsodbo o tej skrivnosti, ki je dolgo časa vznemirjala skupnost. Nova izkopavanja na najdišču so razkriva več votivnih daritev, majhne bronaste kipce, keramične posode in najprepričljivejši dokaz doslej, ploščico z grškim napisom, ki po imenu omenja Odiseja. Ti artefakti so zagotovili potrebne povezave, ki so jih zgodovinarji potrebovali za potrditev identitete najdišča, preimenovanega v palačo Odiseja, kraj, ki ni bil učni center, temveč sveto mesto junaka. Jasno je bilo, da je bilo to kultno središče, kjer so popotniki in prebivalci vsak zase darovali darila glavnemu junaku Odiseje. Stari Grki so prihajali prav na to mesto, da bi molili, darovali darove in opravljali obrede v čast človeku, ki naj bi prelesičil bogove. Počasi, a zanesljivo, sodobna družba začenja spoznavati, da samo zato, ker je nekaj omenjeno v knjigi, pesmi, pripovedi ali legendi, še ne pomeni nujno, da je to samo po sebi mit. Ko nekdo izgine, preiskovalci pogosto ostanejo brez sledi in iščejo še tako majhen namig o tem, kaj se jim je zgodilo. In v nekaterih primerih ti namigi pripeljejo do razrešitve primera. V drugih primerih pa so odkrili trdne sledi, ki bi po vseh merilih morale razrešiti skrivnost izginule osebe, a se primer na to vleče leta brez kakršnekoli rešitve. Zdi se, da je to primer izginotja 63-letnega Stuarta Willisa leta 2023, ki prihaja iz St. Albansa v Christchurchu na Novi Zelandiji. Ena od težav pri preiskavi njegovega izginotja je ta, da je živel zelo samotarsko življenje, zato nihče v okolici ni imel pojma, kakšni so bili njegovi načrti, preden je izginil. Živel je tudi zelo mirno življenje in se ni pogosto družil s svojimi sosedi. Zato je zelo malo namigov o tem, kje bi se trenutno lahko nahajal. In zadnji 2 leti policija ni uspela najti nobenih dodatnih sledi, razen ene, ki so jo našli na vhodnih vratih njegovega stanovanja. Območje, kjer živi Stuart, sestavljajo 4 stanovanja, njegovo pa je bilo na koncu dolgega dovoza. Njegov najemodajalec je izjavil, da je v mesecih pred izginotjem postal še bolj samotarski kot običajno, vendar se s Stuartom nikoli nista pogovarjala o njegovih načrtih za prihodnost. Ko je njegov najemodajalec opazil, da se Stuart že nekaj časa ni vrnil v svoje stanovanje, so ga prijavili kot pogrešanega. Sprva pa sta z možem domnevala, da je umrl in se ne bo več vrnil. To se je spremenilo, ko je nekdo sporočil, da je videl njega ali nekoga, ki ustreza njegovemu opisu, na območju blizu Mount Prospecta v Southlandu. To prijavo so podali 26. oktobra 2020. Vendar ostaje neznano, ali je bil to res on, saj ta namig ni pomagal pri njegoveni izsleditvi. Preiskovalci so razkrili, da imajo v primeru Stuarta le eno samo sled. Ko so po prijavi njegovega izginotja prispeli v njegovo stanovanje, so na vhodnih vratih našli listek z eno samo besedo – kmetija. Nihče ni uspel razvozlati te sledi, saj nikoli ni govoril o tem, da bi imel družino na kmetiji ali poznal kogarkoli, ki bi živel na takšni posesti. V stanovanju so preiskovalci našli vse Stuartove stvari, vključno z njegovimi oblačili, osebnimi dokumenti in drugimi predmeti. Njegov najemodajalec je dodal, da sta pogosto klepetala ob kavi na verandi, vendar je Stuart v mesecih pred izginotjem prenehal komunicirati in rekel, da ga raje pustijo pri miru.
Njegova dolgotrajna odsotnost po 10 letih bivanja v stanovanju je mnoge prepričala, da se je preprosto odločil začeti novo življenje drugje, ali pa je morda postal žrtev kaznivega dejanja. Policija je namignila, da bi lahko bil na območju Southlanda in da še naprej živi mirno in samotarsko življenje. To se seveda ni dokazalo, zato preiskovalci pozdravljajo vse informacije, ki jih prejmejo. Če ste opazili Stuarta ali imate kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripeljale do njegove najdbe, vas prosijo, da pokličete policijo na številko 105 in navedete številko zadeve 230 800 77 610. Najlepša hvala, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite všeč mi je. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.